koliko tukaj španka. Jaz grem zdaj po tuš. Tako se slabo počutim, da je kaj. Švicam, menstruam imam, vse me boli. Tablet sem včeraj pozabila vzeti, pa se mi danes vrti. Kaj sem sanjala, sem se kar živčno zbudila. V glavnem, po tuš grem. Pa se pa vidimo, pa si make-up naredim, ker sem hotela posneti video v make-upu, kao da bo danes tako pospravljena soba, da bom imela cajt zjutraj se vstati, pospravila sobo, lepo naredila v miru make-up in tako naprej, ampak ne, ker nisem mogla zaspati do 1 zjutraj in sem pol spala do 12 in sem zlamala, kot da me nekdo stolku. Tako da, ja, prešvicana sem. Tukaj sem švicala, stari, tukaj sem švicala. Še zdaj švicam. Kofe. Ampak ne smem piti kofeta. Ker imam gastritis. Pridem takoj. Vrti se mi. Slabo mi je. V glavnem. Kanica. Kanica. Tak. Preden začnem snemati. Jaz ne morem snemati, pa govoriti zraven, pa se šminkati, tako da bom prvo povedala. Kaj se je dogajalo z mano po noč? Muca. Muca. Kaj je Puki? Kaj se je stisnil k meni? Razen tega, da nisem mogla zaspati do 1 zjutraj, sem že vedela, da bo naslednji dan polom, da se mi bo spet zamaknil bioritem in da bom spala ziher do 12. In tako je tudi bilo. In zaradi tega sem bila pol živčna, zato ker se mi je vse zamaknilo. Na sekretu sem bila zjutraj ziher v roku 1 ure, 3-krat po moje. Jaz počasi zaspim, okoli 1 zjutraj in v redu. Začnem švicati na polno. Ugotovim, da je kavč krvav. Spala sem sicer na deki, pač na kavču pred televizijo. Vsaj nisem kavča usrala, ampak sem dala zdaj deke prat. V redu. Sred noči se jaz vstanem, zamenjam gate, grem spat v svoje posteljo. Zjutraj spet poplava. In meni se je sanjalo, spala sem z mačkam skupaj, in meni se je sanjalo, jaz ne vem odkot to, ali mi tableti škodujejo, ali je bil sendvič pokvarjen, ali včeraj, ali je puding bil zastrupljen, ali mi, ne vem, banana škoduje, sem preveč rižovega narastka pojedla ali kaj. Ne vem, kaj je bilo, v glavnem, jaz sem sanjala tisti film, ko je, ko opice prevzamejo svet ali nekaj, ko zavladajo na svetu. In kao, da je bila pol vojna med ljudmi in med opicami. In Muca, jaz ne morem s tabo snemati, tukaj pejt na posteljo. In je bilo ful pobijanja družin, pač kao, da so bili ljudje ful slabi ali nekaj. Tako je. Kao, da so bili ljudje ful slabi in da so pač jih opice mogle pobiti ali nekaj. In so pol ostali v tistem sistemu lahko samo dobri ljudje, da so živeli pol skupaj z opicami. In pač ena punca je v tem času izgubila brata, ker so jih ga pač ubili, pa še nekoga pač, družinskega člana.
in je bila ful traumatizirana zaradi tega. No, in je pač mogla živeti v tistem sistemu, kjer so bile tudi opice, ne? Ker pač opice so nadvladale svet in to. Ampak njej to ni bilo všeč in je skozi hotela pobegati stran. Ampak ti nisi, ko si bil v tem sistemu, ko se je že pač začelo vse lepo nazaj normalizirati, pa to nisi mogel ven pobegati iz tega sistema. Kukor da je ta punca pa ratala taka ful upornica, ker je bila ful traumatizirana zaradi tega, ker so ji pol familije pobili in je začela delati pizdarije. In je pol hotela pobegati iz tega sistema in letela je po zraku. No, ampak te punci ni v prvo ratalo pobegati iz tega sistema in ko so jo najdli, so jo pripeljali nazaj in mislim, da so jo kaznovali ali nekaj, mislim, da tudi s prisilnimi porokami, ne vem kaj, ne spomnim se, ampak mislim, da je bilo nekaj v tem stilu. Ampak naposled je punci končno enkrat uspeli pobegati iz tega sistema, nekam na drug konec sveta. Pobegnila je z enim ful dobrim smartom, avtom, nek Ferrari smart varianta. In opice so jo seveda lovile, ampak je tako dobro vozila, da oh my god, jaz imam dlako tlele noter v grlu. Oh my god, dlako imam. Ja, fuck, danes ni moj dan. Ja, in ta punca končno pobegne. Leti po zraku in zaradi tega, ker je bila ful traumatizirana, začne še ona pobijati stvari. In ne vem, ene 200 kuram in petelinom iztakne oči in potem živi na nekem drugem koncu sveta z nekim fantom in rata porisana za težkimi vzorci. In potem, kaj je bilo še, ta punca se spremeni v fanta in ta fant leti po zraku in ga drugi, ali te opice, ali kaj, kdo so, sovražniki ga lovijo po zraku in skozi pač, to so bile cele scene hollywoodske v moji glavi, ko sem to sanjala, pač. To ne morem zdaj tle povedati, ampak bilo je strašno. Ful doživeto. Leti nad mesti, nad jezeri, nad vodami in sam čim hitrej stran, da ga te opice ne bi dobile. In potem, kao da če je on hotel preživeti, da si je mogel najti nekega sopotnika oziroma partnerja oziroma kakorkoli. Ampak ni bilo omejeno samo na punca pa fant, ampak si lahko bil tudi isti spol. In to si tako naredil, partnerja si pa dobil tako na zelo grd način, da si ali mogel pobijati kak folk, vse si mogel narediti, samo da si prišel do tiste osebe, mogel si loviti tisto osebo, no in ta fant je potem lovil enega fanta in sta se skoraj pobila med sabo in enkrat, ko sta plavala čez eno ful ogromno reko, kakor je reka, ne vem, Nil široka, sta plavala in sta pol preplavala do neke jame podvodne, ne vem koga, in sta tam se skoraj utopila in skoraj sta se pobila med sabo in v tistem momentu, ko sta si malo začela zaupati, sta se nehala tolčiti in pol je pa, sta se pa zaljubila neki in potem sta ratala partnerja. Mene zvija. In pol je bilo tako, da sta živela na neki plati ob jezeru, ne, ob reki, na neki platformi ob reki sta živela. In potem se je en fant je, ne vem, se je izkazalo, da je malo deformiran, da pač mu fali ena roka, mislim tako pač, da ima samo do tlele, da nima zapestja, pa da nima ene noge. In potem se je ta drug fant, ko ga je lovil, pač on se je pa spremenil v punco.
nazaj. In pač jaz imam menstruacijo, ne, pač mesečno perilo in meni hormoni divjajo v tem cajtu po svoje. Kak naj to na lepši način povem. Dobim malo te, kak naj rečem, spolnega nagona, samo od sebe pride. Včasih sem imela kakor, da imam ful potrebo po sladkem, zdaj pa kar ratam pač potrebna. Med spanjem, ko sploh ne vem. Tudi če čez dan o tem nič ne razmišljam. In jaz sanjam, da tista punca gre v nek kako se reče, da nam glede zdaj rekla Urban House, ampak una punca gre potem v neko hišo in se vsem razdaja, pač. To sem sanjala, enega starega gospoda sem sanjala, debelega, plešastega, ne vem, kdo bi to bil. Pol sem sanjala, da ta punca beži po nekih blokih gor in te bloki oziroma stolpnice so bile tako, kot tekoče stopnice narejene. Nadstropja so se kar tako pač dol pelala v zemljo, ali kako naj rečem. In če ta nadstropja nekako niso bila dobro narejena, so se kar, ko so prišle do neke točke, so se kar zdrobila skupaj in pač nisi smel biti tam noter, ker če ne si umrl ali se pač te zdručkala neki. To sem sanjala, pa sem sanjala neke otroke, novorojenčke. Pa sem sanjala otroško pornografijo, sladolede, spolne organe. Se pravi, jaz ne vem, kaj so mi dali v hrano, ali sem slučajno kaj preveč solila, ali kaj mi škoduje. V glavnem možgani so se mi skisali. Da razčistimo stvari. Jaz nimam Tora naloženega na računalniku, to je program, ko potem lahko na deep web dostopaš, da greš potem na ilegalne spletne strani, da gledaš vse sorte. Pač to ne delam. In ko sem se jaz zbudila, jaz sem si mislila jaz sem sam študirala kva, pač. Mislim, da bom danes cel dan traumatizirana od teh sanj. Ja, zjutraj sem se zbudila kar živčna, pač res. Včasih imam take scene v glavi, kot sploh ne vem, od kod pride vse to. Pa sploh ne razmišljam o teh stvareh. Ni mi jasno, pač.